Šepet Izole. Šepet Izole je nazaj. Jesen je tu, šolarji so sedli v šolske klopi in tudi mi se v bistvu selimo nazaj za mizo k pogovorom ena na ena. Z nami je danes Nina Golob, v bistvu naša posvojena Izolanka, bi lahko tako rekli. Odlična poznavalka turizma z res vrsto raznolikih izkušenj, pa ne samo to, je tudi strastna popotnica in raziskovalka. Tako da danes sem prepričana, da bomo se pogovarjali o samih krasnih temah. Turizem, potovanja, počitnice, vse to, kar imamo radi, ne? Se mi je kar nasmehnil usta narisal, ko si omenila potovanja, tako da sigurno vsaj del tega bo zagotovo zelo prijeten. Super, Nina, dobrodošla. Hvala. Ne vem, če si pogledala že kakšnega od naših predhodnih podcastov. Ponavadi vedno začnemo z eno tako igrico, da nas malo sprosti This or That. Poznaš to igrico? Ne? Ok. Bova čisto na hitro odigrali. This or That izbereš, kaj ti bolj leži. Ok? Knjige ali filmi? Oboje. Katero bi izbrala, če bi mogli na hitro izbrati, ali res? Knjige. Knjige, ok. Refoška ali Malvazija? V zadnjem času Malvazija. Zanimivo. Si prešaltala iz temnih na svetlejše, Tako. bolj nežne okuse. Na morda večji spekter okusov. Ok, se bova o vinu še kaj sigurno v nadaljevanju tudi povedali. Še ena, hotel ali turistična kmetija? Če govoriva o sprostitvi, pa turistična kmetija. Super. Danes smo na eni čudoviti lokaciji v butičnem hotelu. Tudi to bomo predstavili bolj konkretno v nadaljevanju. Ampak zdaj predlagam, da midve začneva kar na začetku, a ne? Nisi se rodila v Izoli, si pa del v bistvu izolske skupnosti že zelo dolgo. Kaj te je pripeljalo na obalo, v slovensko Istro, v Izolo? Ja, že po naglasu se hitro pozna, da nisem bila rojena tukaj. Pravzaprav sem bila rojena v Slovenj Gradcu. Šolo pa sem delala v glavnem v Ljubljani, tako da je ostal ta ljubljanski naglas, kljub temu, da sem zdaj na obali že več kot 25 let. In razlog, da sem prišla na obalo, je bil pravzaprav, da sva se z možem enkrat, to je moralo biti takoj po koncu študija, peljala na jadranje v Izolo, in ko sva se peljala mimo izolske bolnice, je mož rekel, da če bi pa kjerkoli drugje mogel delati kot v Ljubljani, bi pa edino še v Izoli delal. In očitno nam je bilo namenjeno, ker mislim, da je minil kakšen mesec zatem, ko se je v časopisu pojavil oglas za specializacijo v izolski bolnici, in mož se je prijavil. Zabavno pri tem pa je, da na koncu ni bil izbran. Bila sta dva kandidata, eden z obale in on iz Ljubljane. In so mu odkrito povedali, da imajo problem z Ljubljančani v tem, da pridejo po specializacijo v bolnico, potem pa se vrnejo v Ljubljano. In so se zato odločili za drugega kandidata, ki je prihajal z obale. No, 6 mesecev zatem so ga poklicali in rekli, da je ta kandidat se odločil, da gre v Ljubljano. In smo prišli na vrsto mi oziroma moj mož. Da je bilo pa to očitno namenjeno, vmes pa so Terme Krka v Strunjanu iskale prodajnika, kamor sem se prijavila in bila tudi izbrana, tako da sva pravzaprav v zelo kratkem času se preselila na obalo, v Izolo, niti nisva vedela kam, v eno garažo na Starem Jagodju, krasno je bilo. To so sigurno eni najlepših spominov. Začetki življenja v slovenski Istri in v Izoli. Tako. Kakšna pa bila izkušnja v Termah Krka v Strunjanu? Si bila dolgo let tam zaposlena? Ja, skoraj 15 let sem delala v Termah Krka v Strunjanu, prvo kot prodajnica, pa tudi kot desna roka našega tankajšnjega direktorja Mirana Gasparija. Moram reči, da zelo pozitivna izkušnja, zelo lepa izkušnja. Prvič zaradi samega direktorja, to moram reči. To, kar jaz vem o turizmu, me je naučil Miran Gaspari. Zaradi super ekipe, ki je takrat, smo bili res zelo povezani.
Kar mi je bilo pa še zelo všeč v Termah Krka, je bila pa ta navezanost na tudi dolenjski konec, kjer so bile potem še ostale enote, se pravi Šmarješke, Dolenjske, Otočec. In smo imeli neko primerjavo med sabo, kako delamo, kako kdo kaj dela, pa še Krka nad nami z vsem znanjem in izobraževanji, ki nam jih je nudila. Tako da moram reči, da je bil to res ena zelo pozitivna zgodba. Pa si takoj vedela, recimo, da te zanima turizem, da bi rada delala v turizmu? Pa pravzaprav nisem imela neke take izoblikovane ideje, ampak danes, ko gledam nazaj, jaz sem namreč v prvem letniku srednje šole začela delati v Cankarjevem domu kot hostesa. In to najbrž že kaže malo to usmeritev, da rad dela z ljudmi, da ti je to všeč. Druga stvar, ki mi je zelo ležala v teh mladih letih, je bilo učenje tujih jezikov. Tako da turizem nekako skupaj z ekonomijo, ki sem jo študirala, je potem verjetno en tak logični zaključek in danes vem, da v te ekipe iz Cankarjevega doma turizem v Ljubljani vodi Petra Stušek, Gorazd Čat na kongresnem turizmu, tako da nas je v bistvu kar nekaj na koncu pristalo v teh vodah. Zanimivo, res zanimivo. Mi te sicer bolj poznamo iz časov, ko si vodila hotel Delfin, a ne? Izolski, dajmo reči, hotel, ki ima nek renome, da je bolj namenjen seniorjem, pa se ti s tem strinjaš ali ne? Ja, absolutno se strinjam s tem. Mislim, s tem, da je namenjen seniorjem. Ja. To je bilo potem eno tako logično nadaljevanje moje kariere, da sem dobila pač po kar nekaj letih izkušnje in v prodaji in konec koncev tudi delno na vodenju priložnost, da grem za direktorico v hotel Delfin. In ta zgodba je bila meni izjemno všeč. Prvič sem se počutila dovolj samozavestno, ker hotel Delfin je in po velikosti in po nekem načinu funkcioniranja zelo podoben Termam Krka, razen da seveda nima tega velikega zdraviliškega dela. Tako da se mi je zdelo, da znanja imam. Hkrati je bila pa meni izjemno všeč in mi je še danes ta zgodba slovenskih upokojencev. Jaz pravim, da so bili genialci. Oni so se, zdaj bo že 40 let nazaj, spomnili, da bodo naredili svoj hotel na slovenski obali, kamor bodo oni sami potem lahko vedno hodili po neki dosti razumni ceni. In ker sem pač v Termah Krka delala veliko z nemškimi društvi upokojencev, z avstrijskimi, tudi italijanskimi, vem, da se tega v bistvu niso spomnili nobena druga društva v drugih državah, slovenski upokojenci so pa to naredili. In to je v bistvu super model. Imaš hotel, v katerem so hkrati tvoji člani najboljši gostje, skrbi za eno pravzaprav dobro zasedenost tega hotela, hkrati njim omogočiš neko ceno, ki jim jo pač ostali hoteli ne morejo ponuditi. In se na ta način pravzaprav financiraš in hotel, predvsem govorimo o nekem pozitivnem poslovnem rezultatu konec leta, ki je v glavnem bil namenjen vsa leta poslovanja vzdrževanju, izboljševanju ponudbe, se pravi v končni fazi so te koristi dobili gostje, ki so redno se vračali v hotel. En majhen del tega dobička je šel pa konec koncev tudi Zvezi društev upokojencev in potem posledično nazaj v društva upokojencev, tako da so tudi sami sebe na ta način pofinancirali. Tako da jaz pravim, da je to genialna poslovna ideja in zgodba o uspehu. Pa imaš kakšen konkreten spomin, kakšno zgodbo, anekdoto recimo iz časov, ko si vodila ekipo na hotelu Delfin? Zdaj, da bi se spomnila prav v tem trenutku, v glavnem je šlo predvsem, kar me je morda presenetilo, mi smo rabili kako leto, dve, da smo se uskladili, da smo se nekako začeli med sabo razumeti, da je bilo to, potem pa smo v bistvu krasno sodelovali, saj z moje strani so ostali res lepi spomini.
in predvsem tudi lepi spomini na sodelovanje z lastnikom, ki je konec koncev podprl marsikatero idejo, ki je mogoče bila kar taka napredna za to okolje in smo na koncu pravzaprav prišli do enega odličnega hotela. Bi rekla, da ste bili ena taka povezana skupnost, ekipa hotela Delfin? Ja, zagotovo. Mislim, se bom vrnila nazaj k Miranu Gaspariju, ki je, kot rečeno, me naučil vsega skoraj, kar vem o turizmu. On je rekel, mi tukaj v hotelu si ne moremo privoščiti slabe volje. Mi nismo Krka d.d., mi ne stojimo za tekočim trakom in delamo tabletke. Tam se ne bo videlo, če si ti slabe volje danes. Če pa priješ v hotel, v službo slabe volje, bojo pa to vedeli vsi gostje, pa še vsi sodelavci. Tako da dejansko ti moraš imeti eno dobro vzdušje, eno konstruktivno vzdušje, da ga preneseš na goste, zato si tam, da jim polepšaš dan. In jaz mislim, da sem to dobro ekipo imela tako v Delfinu kot v Strunjanu, da sem imela izjemno srečo, kar se tega tiče. Mislim, da je še ena zgodba zanimiva iz Strunjana. Mislim, da ste imeli enkrat en pevski nastop, pevsko-plesni nastop, a nam poveš kaj več o tem? Ja, ta je legendarna. Zgodba gre tako. Šla sem gledat film ABBA, takrat je prišel ven. In sem bila navdušena in sem to povedala mojim sodelavkam v animaciji, v tem oddelku službe. In čez 2-3 dni one pridejo, da zdaj so zbrale 2 pesmi, na katere se bomo mi pripravili in bomo nastopali pred gosti. Torej zaposleni. Zaposleni. Pravzaprav moram reči, da je šlo v tem primeru praktično za vodstveno ekipo, se pravi za ta srednji menedžment. Tam smo bili vodja prodaje, vodja kuhinje, vodja strežbe, vodja računovodstva, vodja hotela, vodja wellnessa, seveda naše animatorke, naš animator Janez, vodja gostinstva, Gregor Kocijančič je bil takrat z nami. Skratka, to je bilo neverjetno. Šlo je pravzaprav, ker smo bili vodje, smo bili tudi zelo disciplinirani, moram reči. Čim se je začela malca, smo se mi dobili v telovadnici in začeli vaditi. In smo res naštudirali 2 plesna nastopa, ker je hmal zatem bil pust, smo kupili kostime, jih dodelali in smo začeli nastopati pred gosti kot večerna animacija. In ker je bilo to tako dobro sprejeto, smo na koncu šli nastopati še na Dolenjsko, pa na gostinski zbor, tako da ta zgodba je trajala kar eno dobro leto teh nastopov. Nepozabno. To, da lahko sodelavci delaš tako lepe stvari iz čistega veselja, pa še nekaj narediš za svoje goste, to je hvaležna za to, da se je to zgodilo. Zelo lepa, taka navdihujoča zgodba. Pa to je verjetno vas je malo bolj povezala med sabo, no, še bolj. Nas je povezala, predvsem je bilo pa zanimivo, kako so gostje in pa tudi drugi radi videli, da se nekje v enem podjetju dobro razumemo. In da se imamo lepo in da ne hodimo v službo z muko. In je potem bilo tudi njim to strašno lepo. Tudi če mogoče nismo bili najboljši plesalci, ampak jaz mislim, da smo bili. Mi je žal, da ne more, ali lahko vidimo ta nastop danes? Ja, jaz mislim, da se ga da še nekje na YouTubeu ABBA Strunjan, da so celo 3 posnetki, ki so ga objavili gostje. Pravzaprav ene švedske gostje so se potrudile in so to objavile. Tako lepo, verjamem, da so bile še posebej navdušene, bomo malo pobrskali, mogoče ga pa kje najdemo. No, poleg tega, da si v bistvu nastopala na vodstvenih funkcijah v 2 večjih hotelih, si pa eno obdobje bila tudi solastnica hostla. Kako to, da si se odločila, oziroma kaj te pa na tem delu, ki je čisto drugačen, dajmo reči, od večjih hotelov, srednje velikih hotelov, manjših hostel, drugi tip gostov, kaj te je pritegnilo, zakaj si se za to odločila? Jaz mislim, da vsi, ki delamo v turizmu, v hotelih, imamo eno tiho željo, da bi kdaj imeli svoj hotel. Ampak za večino nas ostane pri želji, ker hoteli so povezani z velikimi investicijami, z nepremičnino kupiti, če je ravno ne podeduješ, boš z neko redno plačo verjetno težko prišel do takšnega
velikega denarja, da bi si to lahko privoščil. Ampak seveda to tli v tebi, ne, kako bi bilo to lepo. Ne. In takšno željo sem imela jaz, verjamem, da še kdo drug od mojih sodelavcev, zagotovo pa tudi Majda Skočaj, naša vodja hotela. In ko sva se o tem pogovarjali, to je bilo še v obdobju Strunjana, je ona takrat šla ravno v penzijo in je bila še vsa polna energije in vsega. In je rekla, Nina, enkrat je treba skočiti, bomo že pol pristali. In smo skočili. Treba si je upati, ne? Tako, treba si je upati. In sva začeli gledati, najin domet je bil ravno ena hiša v centru Izole, taka pač ena od teh naših vrstnih mestnih hiš, cirka 100 kvadratov, mogoče 110 kvadratov. In na takšno majhno površino seveda ne more spraviti večjega števila hotelskih sob, tako da je bila edina logična rešitev, kaj pa če mi tam naredimo hostel. Se pravi, 4 sobe plus še podstrešni del, damo notri pograde. Jaz sem potem naštudirala na internetu opremo hostlov, tle so res Španci, Portugalci, saj v tistem času bili špica in smo res preštudirali zadevo. In v sodelovanju z arhitektom Andrejem Mlakarjem smo potem, mislim, da res naredili en izjemno lep prostor iz te hiše s spoštovanjem do pač same hiše, ohranili stopnice, te kamnite zidove, kjer se je to dal. Hkrati pa seveda naredilo vso udobje, ki ga tak gost potrebuje in mislim, da je to še danes gostje cenijo in tudi napišejo v te reviewje, ki so. Tako da medve so z Majdo to začele, vključil se je še Uroš, Majdin sin, prevzel potem glavno delo na recepciji. Jaz sem pravzaprav bila vedno bolj spremljevalec, bolj oddaleč. In tudi zdaj, po 10 letih tega, sem tudi se odmaknila iz hostla, ker sem bila res samo bolj ob strani. Vsake toliko časa sem pa vsem šla pomagati, kaj počistiti. In danes je Uroš direktor, tudi njihova družina v celoti lastnica hostla in njemu je ta posel pisan na kožo. Tako da mislim, da zadevo pelje odlično in tudi po oceni, ki jo ima ta hostel na Bookingu, mislim, da se to vidi. Tako da mislim, da smo lahko v Izoli veseli takih zgodb. No, to definitivno se strinjam. Imamo kar nekaj lepih zgodb, pa ne? Kako pa ti vidiš recimo razvoj izolskega turizma v času, ko si se sem priselila pa do danes? Glede na to, da si res vpeta v turistično sfero, vem, da si bila tudi članica različnih delovnih skupin, ko so nastajale nove strategije, plani in tako naprej. Izola z turističnega vidika je ena izjemno lepa zgodba, ne? In če mi kdaj sami tega ne vidimo, ne, pa smo bolj kritični, potem moramo prisluhniti gostom, ki pridejo, ne? In gre za goste, ki so prepotovali cel svet ali pa so prvič na dopustu, rečejo, tle se pa res dobro počutimo. In to jaz zelo verjamem v feng shui, v neko težko obrazloži zakaj, ampak nekje se preprosto dobro počutiš. In Izola je zame eden od takšnih krajev. In ima eno lepo kombinacijo raznolikih hotelov. San Simon bolj usmerjen v nek družinski hotel, potem seveda hotel Delfin, ki ima to prednost, da je usmerjen v upokojence in zato lahko posluje 365 dni na leto. S tem prinaša tudi neko korist vsem okoli. Potem hotel Marina in pa z belvederskim delom, s to izjemno kulinarično zgodbo. In razgledom. Zdaj pa še hotel De Grassi s to butičnim, dodano zgodbo. Tako da meni se zdi, da je ta razpršenost ponudbe, da ne prevlada samo ena zadeva, ampak da je več različnih zgodb, to izjemno lepo in paše na to izolsko osnovo. In kako misliš, da se te različne ciljne skupine, recimo od seniorjev do mladih popotnikov, ki pridejo v hostel, a se tako nekako lepo zlivajo v tem mestu? Jaz mislim, da ja, da je to ravno ta lep zgodb. Mislim, da nobeden noče iti v kraj, kjer
močno prevladuje samo ena struktura gostov, ne. Pa bodisi so to starejši, bodisi mlajši, bodisi družine, bodisi, ne vem, samo petični gostje. Lep je ta miks in s tem Izole ne odnese nikamor, pravzaprav se zlije verjetno nekje tudi z njeno strukturo prebivalcev in je to zelo v redu. Kaj pa z vidika recimo ponudbe, doživetij, produktov turističnih? Kje misliš, da smo danes? Vidiš, kje še imaš kakšen predlog za izboljšavo? Kaj bi se še dalo narediti? No, jaz mislim, da je Izola po mojih izkušnjah, sploh v zadnjem času, predvsem ena sproščena, avtentična destinacija. To, kar mogoče imamo danes, če tako po domače rečem, marsikater popotnik že polno rit vsega, se pravi, smo videli veliko stvari, nas to ne zanima več, iščemo avtentičnost, iščemo pristnost. In tle Izola zmaga. V tem trenutku še vedno zmaga in je super, da ni nekaj umetnega tukaj narejenega, ampak res poudarek na eni izjemni kulinariki, kar mislim, da Izola ima zelo diha kot mesto, veliko zelenih površin, sprehajalnih poti, to je nekaj zelo lepega. Izola živi skozi celo leto. Tudi če bo gost prišel decembra, bo naletel na dogodke, bo naletel na odprte gostilne, bo mesto lepo okrašeno. To ni samoumevno. Tudi to, da so prebivalci tukaj, da mi še vedno tukaj živimo in da se to mesto ne spremeni v mesto duhov izven sezone, to je izjemna kvaliteta za turizem na koncu. Potem pa to, da ti lahko iz Izole greš v roku pol ure, si na različnih koncih, v roku še kakšne minute zraven v različnih državah, to je luksus. Takšen luksus ima redko katera mesto ali pa destinacija. To se strinjam, pa sigurno tudi ta povezanost s podeželjem, da si od morja praktično na podeželju v 5 minutah z avtom, da se nekako kot držita, skupaj prepletata. To mislim, da je še en tak velik izziv, ker nas pravzaprav gostje usmerjajo k njemu, če že sami ne naredimo dovolj na tem. Kadar si ob morju, seveda vsi iščejo morje, prvo vrsto ob morju. Ja, seveda, prvi sprehod naj bo ob morju. Ampak drugi naj bo že najmanj skozi center Izole, čez neko Ljubljansko ulico sprehoditi, to je meni ena stvar, ki jo priporočim res vsakemu gostu, ki pride k nam. Potem pa pejte v zaledje. Obala ni samo morje, obala je tudi zaledje, da dobiš malo občutka za to, kar je še v zadnji, za to izjemno konec koncev vinsko zgodbo, ki je tukaj, za te pristne ponudnike hrane, ki jih srečaš tam v zadnji, pa ne nazadnje za te športne aktivnosti, kolesarske, pohodniške. Mi res živimo na lepem koncu. Definitivno. Katero pa tvoje recimo najljubše doživetje izolsko? Izolsko doživetje. Jaz v Izoli imam rada zelo veliko stvari. Jaz se še vedno z nostalgijo spominjam, pa naj se mi ne zameri, če bom narobe rekla, a je bil Mediteran festival, ko se je odvijal na Mancijoljevem trgu, ko je bil bolj etno obarvan, to, kar tudi konec koncev še danes MEF dela na Ljubljanski ulici. Sem velik občudovalec hangarja z njegovo ponudbo. Kino Otok je, tako da to so vse stvari. Drugače pa moram izpostaviti tudi en nepozaben spomin, ki smo ga organizirali s pomočjo turističnega združenja in gostinske šole, ko smo takrat predsednike društev upokojencev iz cele Slovenije popeljali do te rimske vile, ostankov rimske vile in pa potem cela pogostitev, ki je bila tam narejena. Rimski okusi. Tako, to je šlo čez celo Slovenijo kot nekaj, kar ljudje še danes se spomnijo in ne morejo pozabiti.
Ja, to je res ena izjemna izkušnja v bistvu v arheološkem parku, to je doživetje, ki ga lahko gostje bukirate na spletni strani visitizola.com, malo reklame za vmes. Pravilno. No, da se vrnemo v bistvu zdaj nazaj k tebi. Za temi dvemi izkušnjami v hotelih, pa tudi solastništvo hostla, si potem prišel v eno obdobje, ko si rabila spremembo. Kaj se je takrat zgodilo in v bistvu, kje si danes? Moram reči tako, da kljub vsemu lepemu, kar se je zgodilo v hotelu Delfin, je treba se zavedati, da je to vseeno velika zgodba, ne? Da gre za cirka 200 sob, vsako leto okoli 1 milijona investicij, ki se zgodijo celo 11 mesecev polnega hotela, ljudi, zaposleni okoli. Jaz sem se izčrpala. Jaz sem pač izgubila tla pod nogami, tako, ko bi roža uvenela. In dejansko nisem bila jaz več ta prava in ko jaz nisem bila več ta prava, tudi za sodelavce in za hotel zagotovo nisem bila več ta prava in bi s tem delala samo škodo meni, njim in slovenskim upokojencem. Tako da mislim, da je morda še prepozno sem se odločila, da se poslovim in da se umaknem in da je prav, da tja pride nekdo z novo, svežo energijo, z novimi idejami, ki se bo imel potem moč vsak dan soočati z vsem tem, tako da sem na koncu to tudi naredila. Vzela sem si čas zase, vem, da sem tisto prvo poletje potem pomagala v hostlu 2 meseca čistiti sobe, stranišča, kuhinjo, karkoli je bilo potrebno. To je malo sproščalo. Tako, točno to sem rabila, nobenega velikega razmišljanja, ničesar, samo povejte mi, kaj moram narediti in jaz bom se zelo potrudila, da bom to naredila dobro in lepo. In me je bilo to prav zdravilno obdobje, tako da potem še ena kratka epizoda na Debelem rtiču, ampak potem sem ugotovila, da jaz si vodenja podjetij ne želim več, da zato preprosto nisem več ta prava in da moje cilji in ambicije niso več o tem. Kaj pa misliš, da mogoče, glede na to, da si bila ženska na vodstveni poziciji in da si tudi mama, imaš družino, imaš 3 otroke, misliš, da je zaradi tega mogoče še težje toliko let recimo biti na neki vodstveni funkciji? Jaz bi rekla, da ne vem, če zaradi otrok, pa 2 psov, pa vsega tega, to se da zorganizirati in tudi življenje v Izoli je zelo prijetno, ker ti imaš v bistvu veliko stvari, ki jih imajo ti otroci na dosegu peš, tako da to se da. To, da sem pa ženska, bi pa odkrito rekla, da je ena moja šibka točka v smislu tega, da sem tudi jaz verjetno bila vzgojena, da moram biti pridna punčka, se potruditi za vse, probati narediti vse okoli sebe srečne, ne? Pa vemo, da na koncu nisi tekila, ne? Da boš delal okoli sebe ljudi srečne, ne? Vse po vrsti, ampak si pač sem človek. In tukaj bi si želela več tega moškega, ko znajo bolje mejo postaviti, ko znajo v dobro tudi sodelavcev bolj povedati, kaj je moje, kaj je tvoje, kaj bomo naredili, kaj ne bomo naredili. In to je to, ampak seveda, kot ženska imaš pa neke druge prednosti, opaziš neke stvari, začutiš neke stvari, daš en drug pečat drugim stvarem, poudarkom. Tako da tukaj ne gre za to, da je eden boljši kot drugi. Jaz mislim, da je izjemno dobro tudi v podjetjih, da se menja, da je neko obdobje moški, pa potem ženska, pa spet moški. Mislim, da smo takrat najboljši. Tudi v timih smo najboljši, kadar smo mešano postavljeni. To sigurno. Mislim, zagotovo se tudi moški izčrpajo isto kot ženske. Mogoče bomo ženske prej to povedale, medtem ko se mi zdi, da moški večkrat to mogoče držijo v sebi, kar je še slabše. Tako. Ja. Danes si torej kje? Danes sem v hotelu De Grassi kot pomoč našemu direktorju Jakobu Dolencu. V stiku nazaj z gosti,
kar mi je v veliko veselje. Očitno mi je to naravno, da je to neko delo, ki mi je pisano na kožo. Tako da tukaj v De Grassiju tudi veliko v stiku z nemško govorečimi gosti, ki jih je skoraj polovica. In se je nazaj vrnilo pač potreba po nemškem jeziku, kar mi je všeč, to rada delam. S tem, da sem tukaj pa prvič malo bolj podrobno zajadrala tudi v vode bara. Ne samo tako daleč pa skozi številke, ampak tudi nekako v poznavanje ponudbe, seveda ne glih postrežbe, ker tega pač ne znam delati. In moram reči, da so se mi odprla povsem nova obzorja, tako da res, če se želiš učiti in širiti obzorja, ni toliko važna pozicija, kot je važna tvoja volja, kaj hočeš videti pa spoznati. To si zelo lepo povedala. Hvala. Kar nekaj stvari se dogaja, no? De Grassi ni samo hotel, veliko delate tudi na ponudbi samega lokala, tako od koncertov do raznih degustacij. Vem, da imate suši večere in tako naprej. Mislim, da si želite dosti delati tudi na lokalni publiki, privabljati lokalne goste. Kaj recimo ste vse v zadnjih letih naredili? Ja, v De Grassiju so že v štartu zadevo zelo dobro postavili, s tem, ko so se odločili, da mora biti bar namenjen tudi lokalnemu prebivalstvu. In s tem so v bistvu naredili eno zelo lepo zgodbo za hotelske goste, ker mi vemo, da ko potujemo, saj nočemo sedeti samo med turisti. Krasno je, če lahko sediš med domačini. Ja. Na drugi strani smo pa mi v Izoli dobili en prostor, izjemno lep, izjemno prijeten, se spet vrnem k temu feng shuju. Nekaj tukaj štima, nekaj so tako prav naredili, da se na koncu, ko se tukaj usedeš, izjemno lepo počutiš. In moram reči, da sem zahajala še preden smo se dogovorili, da začnem tukaj delati z velikim veseljem in še zdaj mislim, da sem eden od boljših gostov De Grassija. In dogodki so del tega, da probaš temu malo višjemu nivoju ponudbe vdihniti še nekaj dodatnega zraven. Tako da sušiji so bili tisti eni prvih zadev sodelovanja z Nori Sushi, puncami iz Norega Sushija iz Kopra. Potem smo pa začeli intenzivno delati na glasbenih večerih, to klubsko vzdušje, ki ga ponudi De Grassi. To delamo v glavnem izven sezone. Poleti se tako v Izoli tako veliko dogaja, da ne rabimo še mi česa dodajati, ne. Smo zelo veseli teh dogodkov, ki se dogajajo v parku Pietro Coppo in je že to velika animacija tudi za goste, ki sedijo na naši terasi poleti. Po zimi pridemo pa spet mi na vrsto. Kar smo pa v letošnjem letu uvedli, je pa še De Grassi Gastrolab delavnice. Šli smo namreč na someljejski tečaj, mislim, govorimo o množini, ker smo trije, to je naš Jakob, naš Marko in jaz, šli na tečaj za someljeja prve stopnje, ki je bil organiziran v Kopru, to je bila super priložnost. In tam prišli v stik z Majdo Debevc, legendarno poznavalko pijač, vin, zgodovine, itak ni stvari, ki je ona ne ve, ne? In ki zna to tako lepo povedati, da smo se odločili, da bomo mi tukaj ponudili en del tega v sodelovanju z njo, v prihodnosti tudi s kom drugim, bolj v smislu nekih res izobraževalnih delavnic. Ne toliko zdaj, da kaj bomo pojedli, pa še nekaj zraven spili, ampak če se usmerimo na neko delavnico v pijači, nam gospa Majda Debevc res predstavi in zgodovino te pijače in kje na svetu in kaj in koliko vrst je tega. Začeli smo z delavnico viskija, pa potem rumov, pred nami je delavnica konjaka in cigar. To je res, če hočeš vedeti, kaj piješ in mogoče tudi zbrati en pogum, da probaš nekaj, kar ponavadi ne naročiš, ker vsi smo bolj ali manj tam, da se držimo nekega v svojih ustaljenih pijač, s tem se pa obzorja širijo. Super, a poveva zdaj še par besed več o De Grassi hotelu, kjer smo seveda danes, verjetno ste že ugotovili.
De Grassi Boutique hotel se nahaja v prenovljeni Izolski palači in je v bistvu samo nekaj korakov oddaljen od morja, pa tudi bližnjega mestnega parka, poimenovanega po znamenitem kartografu Pietru Kopu, kjer se vse poletje, pa tudi po zimi, marsikaj dogaja. Hotel je namenjen v bistvu vsem, ki si želijo enega umika od množic, hkrati pa cenijo bližino mestnega utripa, udobje, detajle, pa tudi občutek, da so nekje zares dobrodošli. Butični hotel ponuja 10 skrbno zasnovanih sob različnih kategorij, deluxe, superior, standard, pa tudi družinske sobe. Posebnost hotela so zagotovo deluxe spa sobe, zasebno savno in masažno kadjo, kjer se gostje lahko razvajajo sredi starega mestnega jedra in prisluhnejo petju ptic v krošnjah, če le odprejo svoje okna. Vsako jutro goste v butični zajtrkovalnici pričaka tudi svež, lokalno obarvan zajtrk, pripravljen iz sestavin preverjenih slovenskih dobaviteljev, in ta zajtrk si v bistvu lahko privoščijo tudi ostali, ne samo gostje hotela. V aperitivu baru, ki je tudi del samega hotela, pa se odvijajo različni dogodki, koncerti, degustacije in delavnice, nekaj na to temo sva z Nino že povedali. De Grassi je tako zagotovo en dokaz, kako lahko nastanitveni objekt preseže neko klasično ponudbo in postane en tak prostor povezovanja tako turistov kot tudi domačinov. Gostje ga res enostavno obožujejo, zato imamo tudi dokaze. Na portalu booking.com namreč dosega izjemno visoko oceno, kar 9,7, kar priča o res vrhunski kakovosti storitve, zagotovo izredno prijazni ekipi in pa neki dovršeni izkušnji. Sem kaj pozabila povedati, Nina, bi me še kaj dopolnila? Pa mislim, da je povedano. To je res ena butična zgodba. Kaj zdaj to butično pomeni? Predvsem majhno, bi jaz rekla. Ne? To, da si ti v hotelu samo z 10 sobami, to je res luksus. Drugi del tega luksusa je pa ekipa. Tukaj smo od Jakoba, mene, pa do vseh sodelavcev, ki jih še imamo na baru, v kuhinji, v sobah. Ljudje, ki nam je važno, ki nam je pomembno, kaj damo od sebe, kakšna je izkušnja. In pravzaprav plešemo okoli teh gostov, ampak ne na nek vsiljiv način, ampak poslušamo, hočemo slišati, kaj hočejo, probamo zaznati, kaj iščejo, kaj potrebujejo, in naš izziv je, da to tudi dobijo. To se potem zagotovo prepozna v res lepi, čudoviti oceni 9,7, na katero mislim, da ste lahko definitivno ponosni. No? Ja, to je... Vse, kar je nad 9, je seveda fantastično. 9,7 je mejina kičasto, ampak je v končni fazi osnovano na osnovi mnenj gostov, ki so že marsikaj videli, pa bi lahko tudi drugačno oceno dali, pa se vseeno na koncu dali takšno, da rezultira v tem povprečju. In mi smo lahko tukaj veseli, in še enkrat bom rekla, Izola je lahko vesela vseh teh hotelov, ki si prizadevamo za tako visoko oceno, ker s tem dobimo res goste takšne, da je potem jih užitek imeti v mestu, da ti prinesejo dobre stvari. Še eno zanimivost ste vpeljali oziroma jo vpeljujete v De Grassi Aperitivo bar oziroma v hotel, in to je knjižni klub, Book Club. Kako je prišlo do te ideje? To je zgodba, pravzaprav pobudo za to dala naša zunanja sodelavka, Sara Pfeiffer. Ona je v bistvu ves čas nekako, pa dajmo ta book club, pa dajmo. Jaz moram reči, da ga obiskujem enega, ki ga imam s prijateljicami v Ljubljani, zelo lepa zgodba. In brez njene spodbude mogoče niti se ne bi spustila v to, ampak na koncu, pa zakaj ne? Dajmo probati. Vedno je treba probati, da vidimo. In smo prišli do ideje, da to naredimo. Ideja je, da bi se tukaj zbrali tisti, ki danes še vedno radi beremo, ki radi beremo knjige. In meni je všeč pri book clubih to, da preberem knjigo, ki je mogoče drugače sama ne bi nikoli izbrala na knjižni polici. Mislim, da v to kategorijo sodi tudi prva naša izbrana knjiga, Tihožitje z mrtvo babico.
Upam, da mi ne bojo zamerili, če bi jaz videla to naslovnico, jaz te knjige ne bi nikoli v izbrala. roko prijela. Pa se tako dobro v branju ene knjige že dolgo časa nisem imela, sem se nasmejala. Tako da ko mi čakam ta book club in potem pridemo skupaj ljudje in se pokaže, kako različno mi to v bistvu isto knjigo na kako različni način jo dojamemo, preberemo, si izmenjamo mnenja, potem greš domov, še malo razmišljaš, ja, pa sej lej, mogoče ima pa tudi ta druga oseba prav. Skratka, zna zbuditi zelo zanimive debate. V glavnem namen je, da se tisti, ki bomo knjigo prebrali, dobimo tukaj, si vzamemo eno pijačo in se v tej knjigi pogovorimo in se imamo fajn. Kdo pa izbere knjigo? Pravzaprav je to prepuščeno Sari, ki bo tudi vodila ta book club v sodelovanju z nami tukaj, tako da naslednja knjiga je Seks od Erike Johnson Debeljak. Že njena ta prva je bila prav taka malo provokativna, tako da moram reči, da je še nisem prebrala, ampak si zelo veliko obetam od nje. Koliko članov, članic je tega book cluba trenutno? Lahko povabimo še koga, da se pridruži? Dobrodošli vsi, ne samo članice, tudi člani. Tako kot rečeno, tisti, ki danes še vedno radi sežemo po knjigah, pridite, pridružite se nam, dajmo v Izoli narediti eno tako zadevo, ki je namenjena predvsem enemu prijetnemu druženju, ampak tudi enemu takemu druženju, v katerem si bomo malo razširili obzorja, malo šli v vode, ki jih mogoče, če sami doma beremo, ne bi šli, tako da to je ta namen. No, super, sem prepričana, da se bo sigurno še kdo pridružil tej iniciativi in book clubu. Zdaj, ko smo pa že pri knjigah, pa so knjige mogoče malo povezane tudi z našimi dopusti, počitnicami, ko smo prosti, verjetno tudi več beremo. Ti si tudi strastna popotnica, z družino ste res veliko prepotovali, pa verjetno tudi še boste. Potovali ste pa tudi na en zanimiv način in preko home exchange-a, torej izmenjave domov. Nam lahko kaj več poveš o tem? Ja, to je bil, mislim, da preko 10 let naš način družinskega potovanja. Do tega je prišlo iz dveh razlogov. Prvič zato, ker je moj mož že malo obupaval nad mano in našimi počitnicami, ker kamorkoli smo prišli, smo prvo mogli iti pogledati recepcijo, pa prešteti kader, pa koliko ljudi je v izmeni, pa kakšne materiale imajo pripravljene v sobah. Skratka, iz te poslovne deformacije se jaz nekako nisem mogla utrgati niti v času dopusta. Na drugi strani me je pa k temu spodbudil film, kjer se niti ne spomnim naslova filma, kjer sta si izmenjali stanovanja glavni akterki in sem takrat šla vtipkati to na internet in me je dejansko vrglo na spletno stran Home for Exchange. Teh portalov je seveda več. In sem šla zelo previdno moža vprašati, če bi bil on za tak način dopustovanja, glede na to, da potem pride nekdo drug v tvoje stanovanje, ne, in sem bila skoraj prepričana, da bo rekel ne. Pa je rekel ja. In sem rekla, tle se ni za igrati, predno si premislili, sem še isti večer izpolnila to prijavo. In je res, Slovenci nismo najbolj naklonjeni temu, da bi nekoga drugega spustili v stanovanje ali pa hišo, medtem ko pa nekatere nacije teh težav sploh nimajo. Tako da mislim, da je to zelo po državah odvisno. Skratka, nas je popeljalo to v en super svet izmenjav stanovanj po vsem svetu. Večkrat smo bili v Franciji. Francija je zelo naklonjena temu in zame ena neizčrpna destinacija, pa potem skoraj po celi Evropi, s tem, da smo bolj naklonjeni severnim, hladnejšim destinacijam. Šli smo tudi v Ameriko na ta način in nazadnje na Kitajsko, tako da teh 10 let potovanja je bilo super. To pomeni, da se pravi, nekako se dogovoriš za isti termin, da se najdeš, se dogovoriš in moram reči, da ena lepa stvar je tukaj ena, mislim, da človeška univerzalna vrednota, to je to, da se potrudimo
za naše goste, da se pri nas počutijo dobro. Mi smo se vedno potrudili za njih, oni za nas. To pomeni zelo veliko čiščenja, mimogrede. Tisto, kar nismo naredili prej v 5 letih, smo pred prihodom gostov počistili, zamenjali žarnice, popravili stole. Skratka, meni je bilo to zelo všeč, ker sem s tem dosegla to, da so se te stvari uredile. Potem pa zamenjaš to in je to res in ko greš k nekomu v drugo državo, ponavadi ne prideš na najbolj turistični del mesta ali države, ampak prideš na neko obrobje ali pa v neko navadno ulico. Skratka, da doživiš to življenje tam res čim bolj pristno. Super je pa tudi za otroke, zato ker nisi v neki hotelski sobi, kjer vemo, da majhni otroci potem s časom ratajo precej nemirni, ampak imaš neko večje stanovanje, če zamenjaš z neko družino, so tam igrače od njihovih otrok in to, ko mi smo jih prepričali, da grejo ven, da še kaj pogledamo, da nismo samo v hiši. Tako da je bilo to res ena super izkušnja in neverjetna lahkota, kako lepo se lahko pogovarjaš in dogovoriš z ljudmi, ki jih pravzaprav sploh ne poznaš. Nikoli pa ne srečaš v bistvu teh ljudi, a ne? Ker se jih izmenjaš ali ste tudi srečali, spoznali Mi kakšne praviloma družine? jih nismo, zato ker pač smo v istem času potovali, se nam je pa zgodilo, da smo se srečali na letališču. In smo si pomahali, ponekod tudi izmenjali avtomobile, ker oni seveda namesto, da plačuje za parkirišče in na drugi strani najemaš avto, smo zamenjali tudi to, tako da smo na letališču izmenjali ključ od avta, pa je bilo tudi to v redu. Pa super, to je pa res advanced level. Ja, potem pa so otroci v bistvu toliko zrasli, da je bilo težko zagotoviti, da bi mi vsi naenkrat šli za 14 dni nekam. Manj kot 14 dni pa se zato nismo odločili, ravno zaradi tistega prvotnega razloga, da je takrat treba stanovanje fajn sčistiti. Rekla si, da so vam bolj všeč severne države. Kaj vas tako privlači v severnem delu Evrope bolj kot drugot, recimo? Ja, verjetno v prvi vrsti temperatura, ki je za nas, če gremo tukaj poleti potovati. Pa tudi nekako meni te barve njihove, bolj sivi toni, umirjenost, Atlantska obala je zame še vedno ena najlepših destinacij. Pa je tudi otrokom, recimo, celi družini bila tako všeč? Otroci so se predvsem izogibali velikih mest, tja niso želeli hoditi. Zanimali so jih parki, amusement parki, se pravi doživetja. Pa kot rečeno, če bi lahko bili samo v tistih hišah in se igrali, bi bilo to za njih čisto dovolj. Koliko destinacij približno ste obiskali na družinskih potovanjih, če veš, okvirno? Zdaj v družinskih potovanjih prek Home Exchange, verjetno glede na to, da smo cirka 10-12 let tako potovali okrog 10-12. Drugače pa je to res moje veselje, moj razlog za življenje, včasih čakanje ali pa priprava na naslednjo potovanje, tako da se je teh destinacij kar nekaj nabrali. Nisem med tistimi, ki štejejo, zagotovo prek 40 držav sem uspela obiskati, ampak sem se pa začela tudi v marsikatero vračati. Katera je recimo ta, kamor se rada vračaš, kam se rada vrneš? Francijo sem že omenila. Destinacija, ki jo imava z možem izbrano, je Istanbul, Turčija. Nama je strašansko všeč poleteti iz Brnika do Istanbula, v 2 urah si v povsem drugem okolju, pa hkrati nam zelo bližnjem, takem, da se dobro počutiš. Tako da te 2 države mi tako na prvo žogo padeta. Katera te pa recimo najbolj presenetila, da si pričakovala nekaj drugega, kot si dejansko pol doživela? Kitajska. Kitajska je bila zame res rušenje stereotipov o tem, kako sivo in črno nebo bo nad nami, kako bo umazano, kako bo veliko ljudi okoli nas.
Mi smo doživeli Kitajsko v eni čist drugi luči. To je kot prvo, je bilo nebo svetlo modro, povsod so bile rože. Govorimo o teh mestih, v katerih smo se mi gibali. Jaz ne pravim, da je povsod tako čisto urejeno. Izjemno modernizirani so, ko smo mi hoteli tam gotovino ponujati, pa tega je že zagotovo 10 let nazaj, so nas še na tržnici gledali čudno, da zakaj gotovino, če se da plačati z kartico oziroma telefonom. Šli smo hoditi na Kitajski zid, mi nismo v 8-urnem pohodu srečali niti enega turista. Predvsem pa hrana. Hrana pa je izjemna. Hrana pa je izjemna in to je država, kamor bi se želela vrniti ne enkrat, večkrat. Ker je tako velika, da tako je neizčrpna. Pa si na teh potovanjih recimo odkrila tudi kakšne dobre prakse, ki bi se jih dalo prenesti v naš prostor? Moram reči, da kar jaz občudujem na potovanjih, so predvsem zgodbe, kjer stopijo izven okvirjev, kjer si upajo narediti nekaj drugače, kjer ni samo tista klasična ponudba, ne. In se mi zdi, da so to po večini zgodbe o uspehu, tako da to je zagotovo ena od stvari, ki bi si želela, da bi tudi mi imeli še več poguma, imeti drugačne bare, drugačne restauracije, hotele s posebno noto, s posebno usmerjenostjo. To je zagotovo ena od stvari. Druga je pa to, da si povsod, kamor grem, probam organizirati kakšno vodenje z lokalnimi ljudmi, spoznati kraj iz oči domačina, ne nujno iz strani zgodovine. Tako da mislim, da tudi tukaj imamo mi še veliko priložnosti to delati. Ja, to se strinjam definitivno za taka bolj personalizirana doživetja. Kaj pa misliš generalno, da tako potovanja človeku dajo, razen da mu malo razširijo obzorja, mogoče da lažje sprejemamo, razumemo drugačnost, različnost? Kaj še misliš, da ti potovanja tako dajo? Kaj tebi osebno dajo? Predvsem cenimo, kje smo in kako dobro živimo. Kako je Slovenija lepa, kaj imamo okrog sebe v bistvu skoraj vsak dan. Tako da to je sigurno, res je lepo iti nekam, ampak povzdigne še to, kamor se vrnemo. Drugače pa širino. Širino, prideti v stik z drugače mislečimi, sigurno z nekimi drugimi dimenzijami, ki si jih mogoče mi kot majhna država ne moremo privoščiti. Govorim predvsem o muzejih, razstavah, koncertih, se pravi teh doživetjih, ki pač seveda ne moremo jih organizirati v Sloveniji, ker pač smo premajhni za kaj takšnega. Omenila si že, kam bi se rada vrnila, kje ti je bilo tako všeč, da bi šla še, a je še kakšna država ali kakšna destinacija, kjer pa še nisi bila, pa imaš definitivno željo, da bi šla v prihodnje? Jaz imam teh destinacij, po moje se meni pokaže, katerokoli destinacijo pa bi bila jutri pripravljena s kovčkom čakati, da se gre. Ogromno je še stvari, ki jih še nisem videla. Drugo leto se veselim, grem v Šanghaj. To je ena od stvari, ki jo nestrpno pričakujem, ker si želim videti ta res moderni svet. Moderni del Šanghaja, moderne restauracije, moderne bare, moderne trgovine. To je to, kar mene tam fascinira in zato grem nazaj na Kitajsko. Super, boš pol poročala o izkušnjah še iz Šanghaja. Na kakšen način pa zdaj danes potuješ, glede na to, da Home Exchange več ne koristite, tudi mislim, da 2 od tvojih otrok sta že mlada odrasla. Kako danes potuješ? Zakaj se raje odločaš za hotel, apartma, kmetijo ali to malo varira?
No, jaz vseeno očitno ne delam v hotelih po naključju, jaz sem obsedena s hoteli, tako da sem sposobna ure in ure preživeti na Bookingu in pregledovati ponudbo hotelov, dokler ne pridem do enega, ki potegne mojo pozornost, in potem se dostikrat zgodi, da potovanje zgradimo okoli tega. Tako da danes več potujem samo z možem ali pa samo z enim od otrok, ponavadi tematsko obarvana krajša potovanja, bodisi zaradi kakšne razstave, bodisi zaradi kakšnega koncerta. Moram pa reči, da ne vem, a se res toliko staram ali kako. Slovenija me privlači nazaj. Veliko imam v glavi tudi tega, da pravzaprav ta naša potovanja zagotovo ne prispevajo k boljšemu okolju. Tako da imam tudi jaz slabo vest vsakokrat, ko se na avion usedem. In tudi iz tega razloga vidim, da še veliko tudi v Sloveniji nisem videla s to vinsko zgodbo, ki mi je zdaj prišla v življenje, pa sploh gledam ne samo na Slovenijo, na cel svet spet skozi nove oči vin. In lahko začnemo od začetka. Super, pol ti sigurno ne bo dolg čas. Omenila si, da se vedno tudi rada vračaš domov. Kako pa doživljaš danes Izolo kot domačinka, Izolanka, kot nekdo, ki tu živi? Jaz mislim, da je doživljam tako, kot jo konec koncev doživljajo tudi naši gostje. Izola je izjemno prijeten kraj za življenje. Sproščeno, še vedno so vse stvari urejene, diha, vse je na dosegu. Je pa zagotovo Izola manjše mesto, pridejo dnevi, ko pogrešam to anonimnost velikih mest. Jaz nisem tukaj gor zrasla, v meni ni toliko nostalgije po Izoli kot nekoč. Si zagotovo želim tudi kakšnega napredka, kakšnega premika, ampak ne za ceno, da bi Izola izgubila svojo identiteto takšna, kot je. Tako da meni je v Izoli lepo. A imaš kakšen poseben kotiček, kamor rada greš, če recimo si želiš en trenutek miru ali pa če rabiš kakšno inspiracijo? Se bojim, da bom zelo neizvirna. Ja. Da je to kar degrasi. Za mir ali za inspiracijo? Za vse. Jaz v bistvu rada pridem sem, ker mi je tle res lepo. Tudi izven službe, mislim, da to počnejo tudi moji sodelavci. My Pew je eden od lokalov, ki mi je res lokal za dušo. Tudi v hangar grem še vedno rada. Tako da so te lokacije, je pa res, da ko delaš v turizmu in si, ali pa tudi v kakem drugem takem poklicu in si veliko v stiku z ljudmi, v prostem času iščem tudi mir. Kje pa najdeš recimo mir? A imaš kakšen kotiček, prostor v naravi, kamor rada greš? Se bojim, da kar na kavču. Na kavču. Je dovolj mirno doma. Tam mi je zelo všeč in sem pač človek, ki tudi to rabi. Všeč mi je, da dobim oba dva psa okoli sebe in da sem lahko s svojimi mislimi v svoji glavi in mi je to lepo. Kakšno prihodnost si želiš za naše mesto? Jaz si zagotovo želim en napredek, en malo bolj drzen razvoj, mogoče seveda premišljen. Želela bi si, da bi naši otroci imeli en razlog, da imajo neke službe tle, ki so takšne, da lahko tudi njihove ambicije izpolnijo. Ne samo za nas, ki smo tukaj že dlje časa, ampak tudi za njih, ki prihajajo. Ampak kot sem rekla, ne pa za ceno napredka ali pa nepremišljenih zgodb, ki jih je potem zelo težko nazaj popraviti. Ja, to se strinjam. A je kaj takega, kar res zelo močno pogrešaš, razen mogoče te anonimnosti, ki je v večjih mestih, še iz večjih mest? Morda to, mislim, da v velikih mestih so ljudje včasih
bolj strpni drug do drugega, manj nastrojeni tudi do prišlekov, ker je pač tam toliko prepiha in toliko različnih ljudi, da se bolj sprejema tudi drugačnost in to meni veliko pomeni. Pa se ti počutiš recimo danes sprejeta, se počutiš kot domačinka? Pa jaz mislim, da danes nisem več ne Ljubljančanka, verjetno nikoli ne bom niti Izolanka. Še vedno, ko pridem v trgovino, mi rečejo, gospa, ko boste pa naslednjič na obali, pa se oglasite, ne. Tako da tega ne more zbrisati, to si, kar si. In jaz sem pač križanec med večjimi zgodbami in to tudi ostaja. Verjetno še med vsemi potovanji in vsemi zanimanji. Tako. A imaš kakšno življenjsko filozofijo ali kakšno misel, ki bi jo podelila s poslušalci in gledalci? Se nimam za tako pametno, da bi lahko komu nasvet dajala. Mislim pa, da je ena taka moja filozofija, v katero želim verjeti, je, da se dobro vrača z dobrim. In da probaj narediti nekaj dobrega, probaj narediti vsak dan. Na enem potovanju sem srečala Američana, ki je pobral vejo s poti dol in jo odmaknil in sem ga vprašala, zakaj to počne. Je rekel, probam vsak dan narediti nekaj dobrega za ta svet. In zato jaz tudi, ko grem po Izoli, če vidim smet na tleh, jo primam in jo vržem v smeti. Ne rabi biti vedno nekaj z razlogom, ne rabi me vedno za to nekdo plačati ali motivirati. Drobna vsakodnevna dejanja. Z majhnimi stvarmi probati na svoj način prispevati k lepšemu življenju. Tako veliko stvari je pa takšnih, na katere ne moremo vplivati. Sem prepričana, da sigurno imaš še kakšen projekt, željo ali izziv, ki bi ga rada uresničila v prihodnje. O nečem smo se zadnjič že pogovarjali. Kaj bo naslednja stvar, v kaj boš zagrizla v kratkem? Zdaj, če se bo zbralo dovolj poguma, potem bi rada ponudila gostom to, kar jaz koristim tudi, ko hodim okrog na potovanja. To je nek sprehod skozi Izolo, skozi obalo, skozi oči domačina, kolikor pač jaz sem tista prav domačin. Predvsem tukaj navezujem zgodbo vina. Rada bi povedala kaj več o vinu, o tem, kaj pijemo tukaj, kaj jemo, kako doživljamo sami sebe, kako živimo. Tako da za neke take majhne zaključene skupine, pare, da bi jim pokazala to, kar jaz mislim, da Izola je in kar je meni v Izoli lepo. Se pravi, nekaj malček drugačnega. Želim jim pokazati zgodbo, ne samo Malvazije, Refoška, predvsem povedati nekaj o oranžnih vinih, se sprehoditi skozi Ljubljansko ulico, do ateljeja Sandre Kocijančič, do Krapovega umetniškega ateljeja, do tržnice. Skratka, mi imamo res lepe stvari, ki jih mogoče prevečkrat turisti spregledajo. In tisti, ki imajo radi nekaj drugačnega, tistim bi rada pokazala, kaj mi imamo. No, mi definitivno navijamo, da bo to doživetje na voljo. Upajmo, da že naslednje leto. Zdaj pa za konec imam še v bistvu dve vprašanji. In prva je, če bi zbrala lahko en kotiček v Izoli, kjer se ti res počutiš, kot da si na počitnicah, kjer bi to bil? A če rečem De Grassi, bo narobe. Mislim, da si totalna fenica De Grassija. Nisem že dolgo slišala, da nekdo tako ima rad svojo službo. No, mislim, predvsem tudi ta, v bistvu pride sem na kozarc vina, na en koktejl zvečer. To je to, kar jaz rada delam. To je to. Ampak ne, res je lepo, da nekje človek dela in da dejansko še v svojem prostem času rad tja zahaja. To pomeni, da je tle res neka neverjetno dobra energija. Če še niste obiskali De Grassi aperitivo bara, mislim, da zdaj definitivno morate priti. Ok, pa še eno tako malo bolj zabavno, dajmo reči to vprašanje. Če bi lahko za en mesec zamenjala svoje življenje, s kom oziroma s čim bi ga zamenjala?
Lahko zamenjaš sebe kot osebo, lahko zamenjaš destinacijo, poklic, karkoli želiš. Če bi imela to čarobno palčko, da za en mesec vse spremeniš ali pa nič. Verjetno bi zbrala kako zgodbo, kakšne ustvarjalne ekipe pri kakšnem projektu. Skratka, kako se ti ljudje med sabo pogovarjajo, kaj razmišljajo, kako delajo. Ne vem, zdaj mi je padla na misel Žaža Hadid, znamenita arhitektka, pokojna. Kako so v njeni ekipi delali, kako so razmišljali, od kje so te ideje prišle, kam je ta njihov perfekcionizem vodil. To bi rada enkrat doživela. No, to je zanimiv exchange. Kaj pa, če bi zamenjala destinacijo za 1 leto? Kje bi si predstavljaš, da bi lahko živela 1 leto? Težko vprašanje, ker je res ta Slovenija pravzaprav nudi skoraj vse, kar si človek želi. Meni je Turčija izjemno lepa država, zelo mlada država, zelo dinamična, še nedodelane zgodbe, mogoče bi šla pa tja. Zanimivo. A bi šla prav, mislim, imaš neko specifično mesto, kje v Turčiji bi živela, v Istanbulu ali kje drugje? Ja, verjetno Istanbul, vse ostalo je že mogoče malček bolj ekstremna destinacija. Skratka, tam, kjer se stvari dogajajo, kjer grejo stvari naprej in kjer pa je hkrati tudi še možnost nekaj novega pa lepega narediti. Zdaj za zaključek bom pa povabila tvoje sodelavce, da se nam pridružijo, ker imaš še eno posebno nalogo in sicer ne bo food pairing, ampak bo book pairing, book and wine pairing. Tako da boš zdaj podegustirala tele 3 vzorčke in potem določila, s katero od knjig na mizi, vse so knjige slovenskih avtorjev, najbolj ta vzorec paše. Evo, tako, 4 knjige in 3 vzorci. Zdaj pa da vidimo bralne in someljejske spretnosti. Kje boš začela? No, da vidimo. Sem vedela, da bo kako presenečenje na koncu. No, saj to je zabavno. Koliko teh knjig poznaš, dajmo začeti? Poznam od Miha Šaleharja knjigo in hecno, trenutno imam Tata Ton na nočni omarici, Blaž Gracar, tudi Zolan. Ja, tako me je presenetilo, je bila v knjižnici na policah primorskih knjig, tako da to poznam. Medtem ko pa teh 2 od Slavoja Žižka, ne? In Ata je spet pijan, ta zgleda zanimiva. Sam ne vem, če bo primerna, no. Bomo videli. Tako da, no, jaz upam, da niso moji sodelavci postavili prevelikih izzivov pred mene. Niso, tipične istrske sorte so pred tabo. Tako da mislim, da nismo hoteli otežiti dela. No, kako je prvi vzorček? Moram še malo popiti. Jaz mislim, da so vsem šli v Malvazijo, da ne bi šli drugam, ne? Ja, mogli bi, jaz upam. Ja, da tole je potem takem naša Malvazija od Sterasa. Pa moram reči, da me je trenutno okus ponovno presenetil in to je ta lepi del zgodbe, ob kjerikoli uri, v kjeremkoli vzdušju drugače začutiš. Tako da jaz bi to Malvazije se drži tako kot marsikaterega drugega slovenskega vina, še vedno včasih en prizvok, ko smo pili na veliko, ne, pa tudi, če kvaliteta ni bila tako dobra, ne, in to tlele si gotovo ne moramo reči, ne. Ampak bi rekla, Ata je spet pijan, ne. Okej, bomo dali takole, evo, Ata je spet pijan. Veliko težav slovenskih vin izhaja iz obdobja množične proizvodnje in slabše kvalitete, pa čeprav gre danes za izvrstna vina, to je izvrstno vino, ampak s polnjeno zgodbo, ko temu ni bilo tako. Zdaj, če se pravim, da smo na tem, kar smo bili potem. Že vemo, kaj je to.
Jaz bi rekla, da gre za refošk, verjetno Klabjanov, malček drugačen. Tako da Miha Šaleher je tisti, ki je z veliko vsebine in takšna so tudi rdeča vina, ne? Malo bolj polna, malo več zgodbe je v njih. Zdaj tukaj, če so me razveselili. Da vidim, če so te. So te? Tukaj smo. Ali ne? No, že po kozarcu sodeč so šli v sladko vino, se pravi v muškat. Tako da bom rekla, da ta not je kar zahtevna knjiga za branje. Po tistem, kar sem začela, se moraš malo spraviti v to njegovo razmišljanje in tako dalje. Tako da te malo zmatra, pa se je mogoče dobro na koncu malček pocrkljati. Super. Eto. Evo, smo naredili. To bom dala pa tukaj zraven. Prvi book and wine pairing v Degrasiju. Mogoče še kdaj ponovite ob kakšni drugi priložnosti. Hvala, Nina, da si bila z nami. Hvala za lep pogovor. Spremljajte Degrassi Aperitivo bar in Degrassi hotel preko njihovih socialnih omrežij. Mi pa vsi upamo, da bo Nina ponudila še kakšno res posebno doživetje, ki ga bo mogoče sprobati, okusiti in uživati že v prihodnjem letu. Hvala, Nina. Luca, hvala vam za povabilo. Če želite slišati še več takih zgodb, se naročite na podcast Šepet Izole na Spotifyju, Apple podcastu ali pa na vaši najljubši platformi. Ne pozabite pustiti tudi ocene in seveda epizode deliti s prijatelji. Za konec pa še tole. Tale podcast je sofinanciran strani Turističnega združenja Izola in sredstvi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2025. Hvala, da ste bili z nami, se slišimo v naslednji epizodi.